spomnite. No, danes sem predavanje namenil eni drugi, seveda, tematiki, in sicer kako povečati produktivnost dela v salonu. Najprej, predno bom povedal rešitve za to, poglejmo si 4 najpogostejše težave, zaradi katerih z nepopolnim poslovanjem dolgoročno mnogi ne vzdržijo. In seveda, salon pač zaprejo, naredijo karkoli za to, da se rešijo, bomo rekli, tega bremena in začnejo morebiti celo z drugo dejavnostjo. Ampak zakaj prihaja do tega? To ne prihaja zaradi tega, ker oni ne bi znali delati, izvajati kozmetičnih storitev, da ne bi imeli dovolj strokovnega znanja. V večini primerov se to skriva povsem nekje drugje, pa poglejmo si. Največ primerov je takšnih, ne vedo več kako naprej, zaradi tega, ker ne znajo planirati svojega časa, ne znajo planirati stroškov in materijala, ki ga za storitve porabijo. Preveč se prilagajajo svojim strankam, torej so stranke tiste, ki diktirajo tempo njihovega dela, namesto da bi oni planirali tempo strankam. Tretje, kar je, premalo se zavzemajo za prodajo dodatnih storitev in izdelkov. Se pravi, pomembno je izdelke prodati strankam za domačo uporabo in pomembno je stranke razvijati z dodatnimi storitvami. In še ena zadeva, ki morebiti bi marsikdo pomislil, ali pa celo rekel, da temu ne verjame, da bi bilo tako, to je, da nimajo porazdeljenih strank po skupinah. Stranke po skupinah razdeliti je potrebno predvsem zaradi tega, ker se lažje fokusiramo na vsako ciljno skupino posamično, in če se fokusiramo na posamično skupino, lažje pripravimo vse marketinške aktivnosti, kajti vemo, kakšna je ta skupina določenih strank, je to lahko A, B ali C, se pravi stranke, ki porabijo največ, stranke, ki se v salonu pojavljajo recimo bolj periodično, ali pa stranke, ki koristijo izključno storitve z nizko dodano vrednostjo. Torej, kaj bi lahko naredili za to, da bi uspešno poslovali? Prvo, kar je, smo že včeraj nekaj povedali o tem, da je potrebno povečati urno postavko, in sicer tako, da se poleg dodatne storitve proda še izdelek za domačo uporabo. To je prva stvar, to sem vedno ponavljal in to bom tudi vedno v prihodnje ponavljal, ker to je ključnega pomena. Ne sme stranka iz salona oditi, dokler ne prodate dodaten izdelek oziroma dodatno storitev. Druga stvar je, da se je potrebno osredotočiti na čas, katerega se stranka zadržuje v salonu. Zakaj? Zelo logično je, da stranka pogosteje kot obišče salon več časa seveda potroši v salonu, kar pomeni, da je posledično več časa tudi za to, da se stranki ponudi neko dodatno storitev ali izdelek, kar smo predhodno omenili. In še ena zadeva je, katero ne smemo pustiti, to je znebiti se kradljivcev časa. Zakaj gre v tem primeru? Tukaj v tem primeru gre pravzaprav za dve zadevi. Kradljivci časa so lahko bodisi storitve, ki se izvajajo dlje časa in se zaračunajo manj. Bom konkretno povedal, recimo včasih vam stranka reče, joj, že ki sem tle, bi mi lahko ti meni naredila še to pa to, da ne hodim še enkrat. In seveda, ker stranki želite ustreči, porabite morebiti 10, 5 ali pa 15 minut več in seveda jo opravite to storitev. Vendar to storitev, ki ste jo opravili v tako kratkem času, in ne morete zaračunati polno ceno. To stranki je najbolje povedati, da za to storitev potrebujete več časa in bi bilo potrebno, da pride še enkrat na obisk, zaradi tega, da ji boste lahko za to storitev zaračunali polno ceno, ker boste porabili poln čas. Torej, ne delajte ničesar na hitro. Druga zadeva je pa ta, da so različne storitve, različni izvajalci porabijo različen čas za posamezno storitev. Če izvajate neko določeno
neko storitev pravzaprav, za katero nekdo porabi od vaših sodelavcev ali pa vi porabite za njo recimo uro, nekdo od vaših sodelavcev porabi uro pa pol, pomeni, da je njegovo delo, ki porabi uro pa pol, bistveno dražje od vašega. Ne? Torej, vedno morate kalkulirati čas oziroma ga planirati za vsako stranko, torej kaj se bo delalo in kdo bo izvajal določeno storitev. Seveda boste rekli, da je slišati vse to nekako zelo preprosto, ne? Ker tudi je, ne? Vendar v praksi mnogi rečejo, da je to drugače, vendar tiste kozmetičarke, ki to razumejo, točno vedo, da lahko to izkoristijo sebi v prid in zato se najprej osredotočijo, kako bodo ta čas, ki ga porabijo v salonu, planirali, organizirali in seveda ga pravilno tudi porabili. Nasvet, ki sem ga pripravil za današnji dan, se torej glasi: dajte si predstavljati oziroma zamislite si, kaj bi se zgodilo v okolju vaše družine, če ne bi vedno planirali, kaj je potrebno narediti. Verjetno bi nastal kaos, verjetno, ne. Vidite, točno vedete, katere dni v tednu imate nekaj za narediti, morate peljati otroke nekam, morate peljati, ne vem, imajo različne aktivnosti in tako naprej, ob nedeljah veste, kaj, oziroma med vikendi veste, kaj je tudi potrebno narediti in tako je tudi pri poslovanju. Se morate organizirati zato, da vidite, kje so tiste stvari, ki jih je potrebno morebiti popraviti, nekaj dodati, nekaj odvzeti in tako naprej. Torej, kako upravljati s časom, se boste naučili na naši akademiji, zato vas pozivam, da nam pišete, se vključite v akademijo, dobili boste ogromno znanja, imate tudi izjemno dobro pripravljeno učno gradivo in če želite narediti seveda korak naprej z vašim salonom, če želite poslovati bolje, kot ste poslovali, ne glede na situacijo, v kateri se nahajamo, potem boste naredili zase nekaj več. Če se imate radi, boste to naredili. Če ne, boste pač naredili tako, kot ste naredili do sedaj in kakorkoli se boste odločili, bo seveda za vas najbolj pravilno. Tako, želim vam lep, prijeten dan. Danes je zadnji dan v tednu in upam, da bo naslednji teden vse v redu, da boste lahko v salonih normalno poslovali. Lepo se imejte in lep vikend. Srečno.